novi oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robi in Matevž. Pozdravljam, Robi. Pozdravljam, Matevž. No, veseli me, da danes kot gosta lahko napovem profesor dr. Matjaža Mikuša, ki je dekan ULFGG, kjer sva oba z Robijem zaposlena, tako da v bistvu se pogovarja s svojim šefom. Kar bomo morda čudno zgledali, ker smo se dogovorili, da se bomo tikali. Drugače moram reči, da ne vem, če ima navado načeloma Matjaža kar po imenu tako lepo poklicati. Še zmeraj je dekan in šef. Pozdravljam, Matjaž. Ja, lep pozdrav obema, Matevžu in Robertu. No, jaz mislim, da je Matjaž precej pogosto ime, ne? Tako da asociacija je lahko na kakšnega drugega Matjaža, če to pomaga. Ne, smo sodelavci, tudi mesto dekana ni noben bav, je samo enak med vsemi, kako to rečemo. Hvala za vabilo in upam, da bomo zanimivi v tem razgovoru danes. No, v bistvu, ker so teme, recimo, precej aktualne, sva se z Robertom pogovarjala, ne, da bi spregovorili kaj o tele novi gradbeni zakonodaji, ki nekako buri precej duhov. Matjaž precej stvari ve o tem. Jaz moram priznati, da je precej manj. Razen to, kar sem v zadnjih tednih prebral in sledil v bistvu raznim zapisom na internetu. Tako da bi v bistvu mogoče Matjaž začel s tem, kako je sploh morda ta sedajšnja gradbena zakonodaja vstopila v veljavo, kje so tiste morda pomanjkljivosti, napake, nejasnosti in zakaj potem je ta nova gradbena zakonodaja v bistvu zdaj dana v neko zakonodajno proceduro, kakor jaz to razumem. Ja, dajmo malo povedati. Se pravi, sprejeta je bila ta gradbena zakonodaja leta 2017, uveljavljena 2018. To je bil en proces, ki je kar nekaj časa trajal. Morda je že v samem naslovu, ne, iz zakona o graditvi objektov, ne, v gradnji objektov ZGO se zdaj naenkrat pojavlja beseda gradbeni zakon. Ne. Tako da ime seveda govori o nekem področju, ne govori morda o gradbeništvu, ne govori o gradbenikih, govori o nekem procesu, ne, o graditvi objektov. Definirajo ta zakon to kot projektiranje, to verjetno vsi zelo razumemo in poznamo. Dovoljevanje, to so upravni postopki, ne, vemo, moraš neka dovoljenje dobiti za poseg v prostor in gradnjo, in potem seveda gradnjo samo, kjer pa smo gradbeniki zelo doma, k čemur sledi seveda še vzdrževanje in celoten življenjski cikel. Torej, jaz sem v tem postopku sprejemanja zakonodaje bil ob strani, ne, morda v sodelovanju z Inženirsko zbornico Slovenije v okviru ZORG-a, se pravi tega zbora za oživitev in razvoj gradbeništva, ki se je pred leti ustanovilo. Bili so izvajalci, projektanti, tudi fakultete. Naša želja je bila oživiti gradbeništvo, vemo. 10 let nazaj s krizo je gradbeništvo padlo morda na nekih 40% realizacije, 45%. Zelo velik padec, verjetno en največjih. No, zdaj v epidemiji so ti padci podobni, ne, v turizmu, še večji. Tako da malo razumemo, kaj je gradbeništvo doživelo. Zdaj napaka po moje pri sprejemu gradbenega zakona iz leta 2017 je, da ni bilo narejene neke zelo poglobljene analize, zakaj jo moramo spremeniti. Torej, to ni bilo, bi rekel, tako konzistentno napisano in čisto, to je tudi zbornica, Inženirska zbornica Slovenije ugotavljala, kaj pravzaprav želimo z novo gradbeno zakonodajo. Edino, kar smo dejansko razumeli in videli, da gre za deregularizacijo poklica, torej, da bi imeli čim manj vlog in poklicev, ki bi bili zelo močno regulirani strani države. Vemo, če želiš postati pooblaščen inženir ali pa prej odgovorni projektant, si mora narediti neko šolo, ne, fakulteto. Ampak to ni zadoščalo. Moral si imeti izkušnje, prakso in narediti si moral neke vrste državni izpit, torej izpit, ki ga je dala država v roke zbornicam. Zdaj pri tej zakonodaji problem, ki je bil, je ta, ne, da sta se zbornici ločili v preteklosti, torej arhitekti so se izločili. Vemo, jaz sem bil ustanovni član zbornice v 90-ih letih. Po nekaj letih so očitno arhitekti ugotovili in so ustanovili ZAPS. Morda je to posledica, da se je tudi oddelek za arhitekturo leta 1995 izločil iz skupne fakultete FAGG, ne, in postal lastna fakulteta. Res je, da je takrat cela univerza doživela en tak razkroj, NTF, je žalostni ostanek FNT-ja, če se kdo spomni fakultete za naravoslovje in tehnologijo.
fiziki, matematiki, kemiki. Vsak je dobil svojo fakulteto. Torej, pri pripravi te zakonodaje sta pravzaprav dve zbornici sodelovali. Arhitekti ZAPS, Zbornica za arhitekturo in prostor, in seveda inženirska zbornica. Zdaj, pri tem je treba morda povedati, da sta obe zbornici pravzaprav drugače organizirani. Obe sta stanovski, za arhitekturo in prostor skrbi v bistvu za tri področja, to so seveda krajinski arhitekti, prostorski načrtovalci, potem pa urbanisti in arhitekti, torej profili, ki se izobražujejo na fakulteti za arhitekturo. Oni imajo sistem en član, en glas. Torej, tam izrazito prevladujejo arhitekti, ker jih je v zbornici največ. Inženirska zbornica Slovenije pa mislim, da ima 6 sekcij, v njih so inženirji in gradbeni inženirji so samo v eni sekciji in imajo 1/6 glasov, čeprav jih je največ. To mislim, da se morda včasih premalo, tako bi rekel, direktno pove. Torej, zbornici sta seveda sodelovali pri pripravi te zakonodaje. Bolj, ko smo poslušali, kako se ta zakonodaja piše, bolj smo spraševali resorno ministrstvo, zakaj ne napiše naslov zakona stavbni zakon. Namreč bolečina, ki se je s to gradbeno zakonodajo reševala, je približno tako, ne. Če se peleš po Sloveniji, boš videl celo vrsto stavb, fasad, hiš, ki so, kot vemo, ne, v preteklosti ali črne gradnje, dobesedno brez seveda soglasij, zgrajene drugače, kot so bila podana soglasja. Izbira fasad, naklonov, strešin, očitno neusklajena in tukaj razumem, jaz kot gradbenik razumem bolečino arhitekta, da je želel za neko zakonodajo zadevo urediti, torej, da je arhitekt tisti, ki pri umeščanju v prostor dobi glavno besedo, ki lahko seveda določi pogoje umeščanja v prostor, izgled objekta. To smo gradbeniki nekako razumeli, ampak v sami zakonodaji so se pa potem pravzaprav pojavili problemi, ker se je ta model neke vrste, zdaj bomo uporabil besedo iz zakona prevlade ali pa prevladujoče stroke, ki naj bi iz preteklosti pripadala arhitektom pri stavbah, preslikala na vse drugo. Zdaj, kaj je to vse drugo, ne? Ja, obstajajo še drugi inženirski objekti, ne, ki niso stavbe, od mostov, predorov, kanalov, prometnic, zelo veliko je teh drugih objektov. No, pri prvih, že pri stavbah, seveda pa imamo stavbe, v katerih spimo, ne, oziroma delujemo, torej so stanovanjske stavbe, enodružinske, večdružinske, večnadstropne, so enostavni objekti, komplicirani objekti. In imamo seveda tudi industrijske objekte, torej neke namene stavb so lahko različne, to so tudi bolnišnice, vrtci, šole. In v tem kontekstu stavb je arhitekt iz tradicionalne vloge iz preteklosti videl svojo vodilno vlogo preko načrta arhitekture, ki umesti ta neko idejo ali pa to stavbo v prostor. Ampak gradben zakon velja pa za vse, ne? Velja za celoten tako proces projektiranja preko uveljavljanja oziroma podajanja soglasij, ne? Gradnje same in potem celotno obdobje vzdrževanja do razgradnje objekta, ne. Zdaj, tu se je pojavilo po mojem to vprašanje, ne. Ali je arhitekt, ki je neke vrste generalist, ki ima to neko idejno zasnovo kot neke vrste umetnik pri stavbah, ne, ali ima s tem pravzaprav prednost za to celotno graditev objekta. Namreč, ta zakon iz 2017 je moderniziral zadevo v smislu integralne graditve objektov. Torej, nekje je bil ta zakon nastavljen, da naj bi pokrival celotno obdobje življenja, če želite, nekega objekta. Zdaj ta beseda objekt, ne, a je zdaj to stavba, ja, je stavba, pa so drugi inženirski objekti, česarkoli, ne, kar je v grajenem okolju, od tega, da si zamislim, pa najdem denar, pa iščem, kam bom to umestil, do tistega trenutka, ko ne vem, bom neko hidroelektrarno razgradil, ne, umaknil iz prostora, material porabil, recikliral, krožno gospodarstvo. Tako da te moderne zadeve, ne, kot je krožno gospodarstvo, pametna mesta, pametne stavbe, digitalizacija, je našlo nekako prve nastavke v tem zakonu. In zdaj tu se mi zdi, da je nastal ta
velik prepad pravzaprav, ne. Tradicionalna vloga arhitekta kot prevladujoče stroke na stavbah iz obdobja stavbarstva se je poskušala preliti v ta zakon in na nek način, da velja za vse. Zdaj, kje se to vidi, ne? Ja, vidi se v teh sporih, ne, ki so morda po letu 2018 nastali, in sicer, da je v določenem členu zakona napisan, zdaj najprej bom rekel za fazo projektiranja, ne. Šlo je za, bi rekel, eno vlogo vodje projektiranja. Kdo bo zdaj vodja projektiranja? Kdo bo pobral tisto smetano ali pa kdo bo tisti, ki bo vse skupaj vodil, ne, če tako želimo reči. In tu se nam pojavili zdaj problemi, ne. Tradicionalno na stavbah je to arhitekt in to nekako ni nihče negiral. Vprašal se pa je, ne, če ta zakonska dikcija potem se začne prenašati pa kar na vse druge objekte. In zdaj seveda zakon je to nekako začutil in je rekel, ne, naročnik, vemo, kdo to je, tisti, ki ima denar, željo po gradnji, ne, morda celo lastnik zemljišča, izbere projektanta, neka organizacija, ne. Ta zakon je, čeprav razumemo, združil žig, ki ga je imel prej posameznik, s firmo, v kateri dela. Torej, ti nisi mogel žiga več prodajati, hoditi okrog kot posameznik, ampak to je pozitivna stran, da se je pravzaprav ta žig posameznega, pooblaščenega projektanta zdaj v tej zakonodaji vezal na firmo in ta firma mora se tudi zavarovati in odgovarjati. To so gotovo pozitivne stvari zakonodaje. No, torej projektant kot neka firma je morala pol skladno zakonom mora izbrati vodjo projekta, ne, neke vrste, tistega, ki vse skupaj vodi. In seveda not je zdaj nastala dikcija, ne. Na eni strani imamo odgovornega arhitekta kot eno skupino, pa imamo pa odgovorne inženirje, pooblaščene inženirje. Seveda teh inženirjev je veliko, arhitekt je en, ne. In tudi arhitekt je inženir. Se pravi, ne kot ti, bral zakon, si se vprašal, ja, a je arhitekt še inženir? Če so potem navedeni pooblaščeni inženirji, on pa ni pooblaščen inženir. Se pravi, v zakonu je bila zaradi te želje, ne, spremeniti stavbo in ostale objekte na nek način uvedeno pravilo, ne, da projektant imenuje vodjo projekta kot ali odgovornega arhitekta ali odgovornega, torej pooblaščenega inženirja. Zdaj je bila pa dodana ena dikcija, en napis, ne. In sicer tiste stroke, ki prevladuje glede na namen gradnje. In to je zanimivo, da te napake v zakonodaji iz zakona o graditvi objektov v gradbenem zakonu noben ni opazil. Namreč, ko so se potem začele debate po časopisih, medijih, ne, ja, kdo pa prevladuje na namen gradnje, ne, noben ni prebral, da je v tem novem zakonu bila narejena napaka, in sicer zakon o graditvi objektov je resnično že govoril o prevladujoči stroki, ki je tista, ki prevladuje glede na namen objekta ali pa namen stavbe, namen objekta. Namen objekta je seveda drugo, kot je namen gradnje. Ko so pisali gradbeno zakonodajo, ne vem, ali so zanalašč ali slučajno napisali prevladujoča stroka glede na namen gradnje. In jaz sem jih opozoril, da namen gradnje se ve, kaj je, ne, pač da zgradiš objekt. Namen stavbe je pa uporaba stavbe. To je bolnišnica, to je šola, to je ena družinska hiša. In seveda napaka je bila, ko je ta država, ne, dala neke vrste obvezna navodila brez zakonske podlage na upravne enote. Na upravne enote je šlo navodilo ministrstva, češ da se ta zakon tako bere, ne, da za stavbe absolutno je lahko vodja projekta samo pooblaščeni arhitekt. Te osnove v zakonu ni bilo, to je bilo obvezno navodilo in seveda upravne enote so se začele tega držati, ne, in potem je prišlo do nekaj primerov, mislim, da je štadion v Bežigradu, pa Ikea, kot zdaj že odprta, ne, bi rekel, in se v to trgovino da je upravna enota zahtevala, da se inženir, ki je bil vodja projekta, zamenja z arhitektom. In to je še bolj nalilo ogenj, ne, na ogenj olja, da pač je to nemogoče in je ta prevladujoča stroka na nek način preveč in jo je treba zamenjati. No, zdaj ministrstvo
upam, da pri prenovi zakonodaje bo to poskušalo nekako rešiti. Verjetno razmišlja, da bi to določilo v zakonu, da gre za prevladujočo stroko, relativizirali in umaknili iz zakonskega besedila, ker ta spor, ko smo inženirji začeli dokazovati, da pravzaprav prevladujoča stroka ni nujno arhitekt, ne, lahko je tudi inženir, odvisno seveda od objekta, kakšen je, ne, je verjetno ministrstvo spoznalo, da je morda bolje glede vsebine, predvsem pa odgovornosti, ne, na to bi opozoril, rešiti verjetno na nivoju projektne dokumentacije, vsebine projektne dokumentacije, torej, če ti podrobno vpišeš, ne, kaj je vsebina dovoljenja za gradbeno dovoljenje, torej projekta, dokumentacije za gradbeno dovoljenje, DGD, lahko pravzaprav na nek način usmeriš, ne, ali je to zdaj inženir ali arhitekt tisti, ki ima vodilno vlogo, prevladujočo vlogo, torej za arhitekturne načrte se točno ve, da jih izdelujejo arhitekti, ne, za načrte inštalacij, gradbeni inženirji niso primerni, so strojniki, elektrotehniki, za gradbene konstrukcije so gradbeniki. Vse to je v tem drugem zakonu definirano, ne, ki se zdaj ne odpira, se ne spreminja, to je ZDG, to je ZAID, torej zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti. To je ta dvojček, če želite, k gradbenemu zakonu, v katerem so zelo podrobno, bi rekel, opisani ti regulirani poklici, torej pooblaščeni arhitekt, pooblaščeni inženir, navedene so tipične naloge, ki jih ti inženirji izvajajo, tudi kakšne načrte izdelujejo. Torej, morda je rešitev tega zapleta v tej smeri, da se privzame in spoštuje definicije v ZAID-u, kjer je navedeno, kaj kakšen inženir ali arhitekt lahko dela, in se potem to seveda tudi uporabi pri izdelavi dokumentacije in je potem morda zadeva bolj jasna, da je lahko seveda vodja projekta tudi inženir, odvisno seveda od zdaj ne več namena gradnje, ampak ponovno namena uporabe stavbe ali namena stavbe oziroma namena objekta. Kako bo to ministrstvo rešilo, mislim, da je stvar pogajanj, ne s fakultetami in univerzam, pa predvsem z obemi zbornicami. Mislim, da je pri delu na zakonodaji seveda mnogo bolj vpeta v ta proces praksa, torej projektanti, izvajalci, gradbena operativa, združena v gospodarski zbornici, na eni strani pa seveda predvsem projektiva, pa v obeh zbornicah, se pravi ZAPS in IZS. Oni se morajo med sabo dogovoriti, kako bo ta zaplet ali pa spor rešili. Seveda za fakultete ima to posledice, ne? Gradbena zakonodaja vpliva na fakulteto zdaj zelo neposredno po novi gradbeni zakonodaji. Zakaj? Zdaj, če gledamo prej, ne, ko smo mi prenavljali študijske programe, arhitekti na svoji fakulteti, pa mi na FGG, je bil sistem vedno tak, da ko si pripravil študijski program, si moral dobiti neke vrste v tej dokumentaciji soglasje ljudi, torej, ki bodo tvoje kadre, ko bodo dokončali študij, zaposlovali. Zdaj, teh delodajalcev je bilo več, ne, gospodarska zbornica, recimo inženirska zbornica Slovenije, resorno ministrstvo. Torej, mi smo v tem procesu leta 2007, 2008, 2009 za te prenovljene bolonjske študije pridobili ta soglasja. Tudi recimo za magistrski študij prostorskega načrtovanja. Torej, za nas so bile kompetence, ki jih študenti dobijo na teh študijskih programih, ustrezne, vsebinsko, predmetno specifične kompetence so bile ustrezne in splošne, ne, ki jih daje ta študijski program, kot je, ne vem, sposobnost dela v timu, sposobnost uporabe računalnikov, nastopanja, take neke splošne mehke kompetence ali mehke veščine in seveda znanje, oboje, znanje in kompetence. No, nova zakonodaja je zdaj malo ploščo obrnila, ne? In sicer je zdaj definicija, da zbornici ZAPS in IZS lahko in morata pripraviti en nabor kompetenc, ki jih morajo posamezniki izpolnjevati, če želijo pristopiti k državnemu izpitu v zbornici
in dobiti to reguliran poklic, zato ker sta zbornici tisti, ki podeljujeta preko izpita na preverjene znanja potem ta naziv, kot je, pooblaščeni inženir. To je ostalo relativno podobno kot v preteklosti, torej z dvemi temi bistvenimi spremembami. Ena je ta kompetenčni profil, ki ga je zbornica ustvarila za vsak profil posebej, torej za arhitekta posebej, za prostorskega načrtovalca, za druge pooblaščene inženirje, gradbenike, strojnike, geodete. Tukaj je fakulteta sodelovala, ampak odobrilo je te profile ministrstvo na predlog inženirske zbornice. Ampak prosti Matjaž, ker sem te prekinil, ampak mislim, Seveda. da so bile tudi tlele ene težave, se mi zdi, vsaj kolikor se jaz spomnim, ne? Pri teh kompetencah, v bistvu, kako se pol to prezlika in v dejanski predmetnik na fakulteti in se potem pač bolj manj štelo ure. Tukaj je bilo tako približeno, da za vse profile bo treba narediti, krajinski arhitekti, prostorski načrtovalci, urbanisti, arhitekti, to je potekalo čez ZAPS. Naša fakulteta FGG je bila tukaj vpeta pri PN, pri prostorskem načrtovalcu. In kompetenčni profil, danes potrjen, našemu magistrantu tega študija, ki ima točno to ime, prostorsko načrtovanje, mu manjka. On nima vseh kompetenc, da bi lahko neposredno pristopil na izpit v ZAPS. Medtem ko diplomant oziroma magistrant 5-letnega študija skupaj 3+2 na arhitekturi, ki študira urbanizem, pa izpolnjuje praktično te pogoje. Torej, problem pri teh kompetencah je bil pisati kompetence vsebinsko ali v bistvu pobrati neke naslove predmetov. In zdaj na koncu je prišlo do ene take kombinacije, da so kompetence na zbornicah napisane v 3 skupinah. Prva so teoretične vsebine, nekaj 10 kreditov, matematika, fizika, mehanika, recimo za gradbenike. Pol je ena velika košarica, ki je na gradbeništvu 105 kreditov, torej kakšno leto in pol študija, slabi 2 leti, strokovne vsebine. Od požara, lesenih, betonskih, masivnih konstrukcij, prometa, potresa in tako naprej. In zadnja košarica so izbirne vsebine. Stroke pomeni, da lahko malo profiliraš, ne greš morda v smer konstrukcij ali pa promet ali pa komunale ali hidrotehnike. No, ta tretja košarica ima 75 kreditov, je zelo, bi rekel, nedefinirana, niso tu naslovi predmetov. Torej, nastal je en kompromis, da je kompetenčni profil definiran v obsegu 219 kreditov. Vemo pa, da mora študent, ki konča 3+2 študij, recimo gradbeništva, obe stopnji v 5 letih, mora imeti 300 kreditov. Torej, kompetenčni profil definira nekje 219 kreditov 300. To moramo priznati, da so bile te številke prej bolj napihnjene, večje, pa je potem le zbornica pristala, da je ta vsota nekoliko nižja in da šole imajo neko fleksibilnost, kaj ponujajo potem še v teh, bi rekel, v teh kreditih do 300. In ta sprememba, ki sem hotel reči, da je še zelo pomembna, pa pozitivna za šole, pa je, da za reguliran poklic potrebuješ magistrsko stopnjo študija, torej 5 let študija. To je miselni preskok, prej bilo možno tudi s strokovnim študijem, torej 3-letno šolo zdaj, plus ustrezno prakso, priti do reguliranega poklica. Po stari zakonodaji da, po novi ne več. To je, bi rekel, neka podpora univerzitetnemu in magistrskemu študiju na fakultetah. Strokovni študij pa seveda, kdor ga konča, lahko preide na magistrski študij, na +2 ima, mislim, da nekaj predmetov za prehod za upraviti, torej ta pot je možna, ni pa direktna. Tako da tudi to je treba morda poudariti. Pri prostorskem načrtovalcu je torej problem, da krajinski arhitekt, mislim, da predvsem geografija, prostorsko načrtovanje in planiranje na geografiji, ker je tudi en študij, ki gre v to prostorsko smer, ni kompatibilen s kompetenčnim profilom in kar precej kreditov manjka, tako da verjetno morajo morda kakšno leto dodatnega študija absolvirati geografi, ki bi želeli pol na ZAPS-u narediti izpit in postati pooblaščeni prostorski načrtovalci. Tako da tu so zapleti.
tule pri teh kompetencah bi se samo vključil, pa bi rekel, da takrat sem te tabele gledal, ne, in tukaj noter definitivno manjkajo digitalne kompetence, ampak okej. Bi pa glede tega spora, ko je bil takrat glede vodje projekta, ne, bi rekel tako, no, jaz sem takrat to spremljal bolj kot ne samo prek medijev, od blizu sploh ne, in mi je zelo zanimiva primerjava med takratnimi diskusijami pa današnjimi, ne, ker takrat so se arhitekti postavili totalno na pozicijo, kaj nam pa morate, ne. Ne vem, upam, to je moj občutek zdaj glede tega, kar sem bral iz medijev, pa kakor smo se pogovarjali s kolegi, ne. Zdaj se mi pa zdi tako, da IZS vseeno išče nek konsens, pa ga kljub temu ne more dobiti. A imam jaz to napačen občutek ali je res nekako tako? Zdaj ne vem, če imam, bi rekel, popolnoma prave informacije, ne? Ampak kar se tiče razhoda zbornic, se pravi ZAPS, ko se je ZAPS izločil, kar lahko narediš samo tako, da imaš pač seveda v zakonu napisan, da je še ena zbornica, ne moreš kar odkorakati, mora ti pravzaprav država, da rečem to, dovoliti zakonsko, ne. Takrat je bil baje en manjši del arhitektov, ki so bili v takrat še skupni zbornici, ki so imeli pooblastilo za vodenje gradnje. Ne zelo veliko, malo. Ker so šli v svojo zbornico, jih je seveda IZS iz tega spiska vodij gradnje izločil. Torej, oni so res takrat, zdaj koliko jih je, ne vem, izgubili možnost voditi gradnjo. In ko se je pisala nova zakonodaja leta 2017, ne, so oni v glavnem seveda govorili o projektiranju. Vodenje gradnje je bilo, jaz sem tako razumel, postranskega pomena. Oni so želeli voditi projektiranje, ne, postati vodje projekta. Vodje gradnje so pa stalno seveda opozarjali, ne, da so to izgubili. Ne vem pa, za koliko posameznikov gre. In zdaj pri tem zapletu ali pa spreminjanju gradbene zakonodaje, ne, da se ta dikcija prevladujoče stroke umakne, da je lahko vodja projekta tudi inženir, bi se lahko elegantno morda tako rešilo. Zdaj govorimo o projektiranju, ne, o vodenju projekta. Da se vodenje projekta poveže z odgovornostjo, kar pa zdaj to tako pomeni, ne. Trenutno, če bi nek arhitekt ali inženir vodil projekt, je on pravzaprav koordiniral izdelavo dokumentacije, odgovarjal pa ne bi. Odgovarja pa tisti, ki je podpisal načrt. Žig pa načrt podpisal, ne. Se pravi, da gre za neko menedžersko vlogo, usklajevanja, ki jo pa ni nujno, da jo ima samo arhitekt, lahko ima tudi inženir. Dokazi v praksi so, zdaj ne govorimo o vodenju gradnje, ampak o projektiranju, da je lahko kakovosten vodja projekta pravzaprav kdorkoli, ki ima menedžerske lastnosti, poslušati, razumeti in koordinirati. Če je pa temu tako, ne, je pa treba pri dokumentaciji jasno povedati, ne, kdo zakaj odgovarja v dokumentaciji s podpisom, če do česa pride. Tam se pa potem seveda pojavi tudi vprašanje avtorskih pravic na tej dokumentaciji, kako globoko grejo, če sploh grejo. Ker arhitekti vemo, ne, da imajo preko sistema javnega naročanja, torej javnih natečajev za arhitekturne rešitve, v primeru, ne, da so te rešitve nagrajene in se izvedejo, da pride do izvedbe tako imenovanega arhitekturnega objekta, je ta po zakonu o avtorskih in drugih pravicah pravzaprav izvedbena zaščita. Ni zaščiten projekt, ideja, ampak je zaščiten objekt. In arhitekt, ki je zasnoval ta objekt, ne, pa so ga drugi zgradili, pa izvedbene načrte drugi naredili, ima avtorsko pravico na objektu v primeru prenove. Se pravi, če nekdo ta objekt poseduje, ga je kupil, mora iti vprašati arhitekta ob prenovi, če, ne vem, menja izgled, fasado, streho, naklon, karkoli. Pri inženirskih objektih pa temu ni tako. Ta isti zakon, ne, o avtorskih in sorodnih pravicah pravi, da na inženirskem, torej znanstvenem, tehnološkem inženirskem področju so avtorske pravice na načrtih, skicah in mnenjih, ne pa na izvedenih objektih. Torej, če nek gradbenik recimo sprojektira eno pregrado, nima nobene avtorske pravice v smislu, zdaj boste rekli, ja se kaj pa lahko on tam
nemogočega naredi na eni pregradi, ne lahko, ne vem, naklon zračnega dela pregrade si izmisli v nekem zlatem rezu, če je pa stvar popolnoma tehnično drugače, torej preliv, obtežbe, varnost pregrade. Ne. Jaz mislim, da ena zadeva, o kateri je treba govoriti, kar si Robi ti omenil, ne, odgovornost je treba v zakonu videti in na njej vztrajati. Problem glede odgovornosti v obstoječi zakonodaji zelo jasen in to je, da se zahteva prenizka zavarovalna vsota za odgovornost pooblaščenega inženirja, arhitekta oziroma projektantske firme. Ta meja je približno 50 000 evrov, kar je smešno. Moral bi zakon zahtevati, da se mora zavarovati za možnost škode, ki nastane zaradi tvojih napak v projektu, zdaj skritih ali očitnih, je druga debata. In resne firme v Sloveniji se zavarujejo za višjo vsoto. Sem povedal, da je tudi ta fakulteta registrirana kot pooblaščena inženirska organizacija, ki lahko dela po gradbeni zakonodaji, lahko projektira in smo se za višjo vsoto zavarovali, ne za 50 000 evrov. Ponudnikov zavarovanj na slovenskem trgu pa ni veliko. Mislim, da ima Triglav en tak paket zavarovanja projektantske odgovornosti. Resne firme, po mojem slovenske, so pametne in se zavarujejo za bistveno višje vsote v tujini. Namreč problem je, ne, da bi moral tudi za skrite namerne napake odgovarjati. Ne. Napaka pri nekem projektu, če se neka pregrada poruši, pa ni 50 000 evrov, ne, se že dokumentacija je dražja. Tako da v fazi projektiranja te odgovornosti zakon ni v redu rešil. In opozoril sem še na problem avtorskih pravic, ki jih inženirji nimamo. In kot si omenil, Robi, ne, če se gremo mi zdaj digitalizacijo projektov, da naročnik ne dobi samo odtisa grafike, ampak ploščo grafike in lahko z njo dela modifikacije na tej plošči, ne, in spremeni grafiko, ker ima ploščo, pomeni, da je dobil digitalni model objekta v BIM ali v kakšni drugi verziji. Ne. Jaz mislim, da rešitev bi šla v smeri, da se tako delo višje plača, torej da naročnik mora priznati, da je dobil tudi original, model, miselni model, če hočeš v digitalni obliki, ki ga lahko nadalje uporablja. Lastnik tega, ne, izdelovalec, inženir, bi ohranil avtorske pravice na tem modelu, naročnik bi mu moral, da rečem, plačati večjo vrednost, ne, tega projekta, ker lahko s tem modelom odkoraka za PZI ali izvedbeno dokumentacijo potem v bistvu komorkoli. No, tu se pa zdaj pojavlja verjetno debata o odgovornosti na tisti osnovni plošči jedkanice, ne, ki jo je nekdo naredil, pa so neke napake. Zdaj odgovarja za te napake, če si obdelovalec za PZI, ali samo za tisto, kar si dodal. To, po moje, treba debatirati, ampak tu mislim, da bi morali inženirji odpreti debato glede pravic, si prizadeva, da so nam priznane inovativne rešitve. Namreč naši objekti, podobno kot so inovativni arhitekti, ki ščitijo neke umetnostne vidike, tradicijo, kulturo, bivanja, poseganja v prostor. Mislim, da inženirji sledimo drugim podobno vidikom, to je trajnostna gradnja, zmanjševanje odtisa CO2, uporaba recikliranih materialov. To morda ni tako stvar kulture, je pa odnos do okolja. Za čim manjšim odtisom zgraditi in izbiro materiala, da ne govorim o vplivih na objekt, plazovi, potresi, poplave, trajnostni razvoj, zmanjševanje tveganja zaradi naravnih nesreč. Vse to bi moral inženir v tistih bistvenih zahtevah, ne, ki jih zakon definira, pokrit, ima znanja, mora veter upoštevati, mora potres upoštevati, ne samo osončenost, higieno, pa neko, bi rekel, umetniško izgled tega objekta, da se človek prijazno počuti v stavbi, ne? Ampak pri teh inženirskih gradnjah mislim, da lahko paralelo povlečemo k umetniškemu, kulturnemu poslanstvu arhitekta, pri drugačnem poslanstvu inženirja, pri poseganju v prostor, neke ceste, mostu, predora, avtoceste, gorske ceste. Ne vem, imamo zelo veliko primerov poseganja v prostor, kjer ima
neko drugo videnje, po moje ravno tako pomembno vlogo, torej, da ne razvrednotiš okolja, da je objekt ulit v prostor v to naravo, da je skrit, da se spoji z naravo, če hočete. To moraš pa seveda z dimenzijami objekta doseči, ki pa morajo izpolnjevati tehnične pogoje, ne, varnosti, stabilnost in tako naprej, če govorim o hudourniških pregradah. Tu se mi zdi, da inženirji zgubljamo, da ne znamo poudariti te naše drugačne vloge odnosa do prostora. Ko gradimo grajeno okolje, je ta prostor zaseden z našim objektom, druga raba ni možna. To je zelo velika odgovornost, kot pri stavbah. Ja, ampak kot ste prej omenili že pred našim pogovorom, ne, da v bistvu ta predlog zakona zdaj ni tako ambiciozen v vse te smeri in rešuje v bistvu samo prvi del, ne, kompetence pa regulirane poklice, ne, oziroma naj bi jih, upam, da bo rešil. No. Ampak lahko pričakujemo, da bo kdaj ta zakon tudi malo bolj ambiciozen, oziroma jaz bom nekaj druga bi še za nazaj, no, predtem pozabim rekel, ne. Prej ste omenili, da arhitekti so odgovorni za to, kar se dogaja v prostoru, ne. To je načeloma že res, ampak meni se zdi, da je največji problem vse te zakonodaje, sploh s področja gradbeništva, ravno ta, ne, da je zelo, zelo neodporna na trenutno politiko, ne. In zdaj, če pomislimo, kolikokrat se je v zadnjem desetletju gradbena zakonodaja spremenila, že jaz sem gradil po ZGO-1, pa vemo, koliko je bilo še pol dopolnitev, pa sprememb potem, pa je hiša stara 9 let, ne. Tako da se mi zdi, da je to največji problem, ne. In takrat, ko spreminjajo zakonodajo, potem ne spremenijo vseh podzakonskih aktov in imamo v bistvu v vsaki reinkarnaciji imamo te nedoslednosti, ki se potem prenašajo na pleča zbornice vseh njenih članov, ne. In jaz ne vem, ali kdaj pričakujemo zakon, ki bo pač zajel vse vidike, pa v bistvu ne bo več enih takih napačnih tolmačenj, kot so se dogajale v zadnjih 3 letih. No. Ja, mislim, da trenutna ekipa na ministrstvu, sem bil v stiki z njimi, ne, poudarjajo, da izrazito in samo delujejo strokovno, torej da veljajo argumenti, ne pa neke politične opredelitve. Ja, res je, kar si rekel, ne. Ideja o menjavi zakonodaje vsakih nekaj let gotovo ni kakovostna in prava pot. Verjetno je treba take zadeve delati, ne vem, na 10 do 15 let, pustiti praksi, da se pokaže. Zdaj trenutno ta sprememba zakonodaje, ki se kaže, naj bi rešila ta zaplet ne glede vodenja projektiranja, ker je to očitno nek spor in po mojem gre sprememba zakonodaje v malo spremembo, če temu tako rečem, ne, da se ta zadeva reši. In sicer očitno v smeri, da se razbremeni zakon, da ne bi zakon definiral vsake podrobnosti in bi šlo to v podzakonske akte. No, zdaj smo pa tam, ne. Jaz bolj poznam zakon o vodah, ker se pač s tem področjem kot hidrotehnik bolj aktivno ukvarjam. Zakon lahko marsikaj določi in reče, to bo naredil minister, to bo rešeno v podzakonskem aktu. Zakon o vodah je bil sprejet leta 2002. Not je bilo rečeno, v 18 mesecih bo minister odgovoren za področje voda sprejel podzakonske akte, recimo ogroženo območje, kje so poplave, plazovi, podori, snežni plazovi. Tega še danes ni. 20 let bo jutri, ne? Avgusta naslednje leto. Torej, ena pot je lahko, da razbremeni zakon, da je enostaven, lažje ga spreminjaš in samo usmeritev definira. Vse ostalo rešuješ v soglasju z zbornicami in stroko pri podzakonskih aktih. Jaz mislim, da je tukaj en velik problem, ne? Kdo sodeluje pri pisanju teh podzakonskih aktov? Zdaj bom tako rekel, ali pravna stroka, ki mora te okvire podati, da se bere enostavno in razume, ali stroka, piše gradbena, arhitekturna, inženirska, vseeno katera, ne? In zdaj stroka odkot? Stroka iz zbornice, stroka zaposlena na ministrstvu, stroka na fakultetah. Mislim, da je tu naš problem, da ne znamo napisati kakovostnega besedila, ob čemer bi dosegli konsens, ker vedno nekako razmišljamo, ne, da če bo pa to tako pisal, bo pa nekdo neko prednost dobil. Morda gledamo malo egoistično skozi lastne oči, morda piše to stroka, ki je povezana preveč politično in podpira neko politično opcijo, ker stroka v Sloveniji se ne sliši dovolj. Ne. Zelo velikokrat pravzaprav, če želiš kaj doseči strokovno,
moraš iti z določeno opcijo, ki je trenutno na oblasti, ni predlagaš in ta oblast to zapiše, pa pride pa druga oblast, ne, pa nekaj spremeni, ker pravi, da to ni bilo v redu. Ne. Torej, zadeve morajo strokovno stati, ne biti pa politično všečne. In zdaj, ko praviš posegi v prostor, arhitekti odgovarjajo za te posege, seveda, tu so postopki, ki so bili predolgotrajni. Torej, sprememba zakonodaje leta 2017, to nismo tako odprli še, ne, razen da je hotela deregulacijo poklicev v gradbeništvu, ker je bila to potreba iz Evrope, da je treba število reguliranih poklicev v Evropi zmanjšati. Torej, če imamo zdravnike, pa veterinarje, pa tako naprej, pravnike kot reguliran poklic, ne, so na področju gradbeništva želeli to število zmanjšati. Kar pomeni, če ni reguliran poklic, čigava odgovornost je tukaj zelo velika. Jaz mislim, da naročnika. No, zdaj smo pa tam, ne. Če naročnik ni strokoven, če ne ve, kaj želi, če nima zaposlenih ljudi, zdaj govorim o državi, ki bi bili vrhunsko strokovno, ne, usposobljeni, potem pravzaprav ima samo denar in željo, rešitve dirigirajo pa drugi, tisti, ki jih ta naročnik najame. In tu mislim, da je problem. Ko je jugoslovanska operativa v 80-ih letih gradila v Iraku, je iraška država, piši vojska, ker je šlo za vojaške objekte, ne, imela zaposlene najboljše strokovnjake, izobražene iz tujine, ki so v nulo vedeli, kaj lahko v take operative pričakujejo, kaj s pogodbenimi roki, cenami in tako naprej. In jugoslovanska operativa tam ni mogla kaj zelo veliko, bi rekel, se prilagajati, ampak se je držala jasnih pogojev naročnika. In jaz mislim, da je to problem v Sloveniji, da je strokovna usposobljenost naročnika prenizka. Nismo odprli problema javnega naročanja najnižje cene, kar je katastrofa. To morda deluje na velikem trgu, ne more pa na majhnem trgu delovati, ne. Da moraš izbrati v javnem naročilu rešitev, kjer je najnižja cena. Ne. Vemo, kako prideš do najnižje cene, od dampiških cen, netransparentnega izpolnjevanja ponudb, zato ker je pač tiste Excel malo čudno napisane, pa se ga lahko bere tako in drugače. To je ena zadeva, ki tudi nismo odprli, to je želja, da bi prišli do nekega enotnega sistema, kako delaš predizmere, predračune, da je popis del definiran, tudi to je en zaplet, ki je na mizi. Mislim, da se Inženirska zbornica Slovenije lotila sama, mislim, da na osnovi avstrijskih dokumentov pisati en tak popis del tipičnih za celoten spekter gradnje in stavb, ne, in vsi projektanti in ponudniki bi se morali takih tipskih popisov držati, potem bi lahko cene primerjal med sabo. Torej, znotraj gradbeništva absolutno mislim, da moramo iti v smeri digitalizacije, transparentnosti, tako kot si rekel, to ni samo BIM ali pa BIM plus, ali kakorkoli ga imenuješ, ampak gre za preskok, da je celotna veriga bi morala biti bolj digitalizirana. To pomeni tudi industrializacija gradbenega procesa, večja kakovost materialov, ne, ki jih vgradiš. Zdaj, tam se seveda malo vprašam, ali bomo s tem izgubili to inovativnost, ker vsaka hiša na svojih tleh z drugo nosilnostjo je inovativna rešitev, ne? Ker take hiše na tem mestu še ni bilo. Dobro, morda 10 metrov stran je naslednja tipska hiša Marles, pa je nosilnost ali podobna, ne? V redu. Ne morem reči, da so vsi inženirski objekti absolutno vsako drugega različni, pa vendar povezuje se vse tole, kar smo danes odpirali, od digitalizacije, odgovornosti, višine plačila dela, inovativnosti, avtorskih pravic. Mislim, ta zakonodaja trenutno, ki je v smeri digitalizacije, industrializacije, še ni naredila odločilnega koraka v to smer, integrirane graditve, in mislim, da moramo tudi inženirji in arhitekti se zavedati te spremembe. Ko bo to uveljavljeno, kar bo slej ko prej, bo naša vloga postala drugačna in ne več tradicionalna. Prevladujoče vloge po mojem sploh ne bo, ker bomo v vsakem trenutku v tem miselnem modelu stavbe ali pa inženirske gradnje vsi sodelovali enakopravno skozi in bomo odvisni eno drugega in bo kakovost izdelka skupna, ne pa moja, tvoja, njegova, ne? In bo ta sposobnost dela timskega pa sodelovanja postala pomembnejša, da je celotna ekipa, ne pa kdo je zdaj tisti posameznik kot dirigent, ne, ki ta orkester vodi.
No, Kdaj bo to, pa ne vem. Moram reči, ne, da ob tem, ko si tole govoril, sem razmišljal o tem, da najbolj za neko tako resno prenovo pa daljnoviden gradbeni zakon v bistvu predvsem najbrž manjka nekega konsenza v stroki, bodisi to na inženirski zbornici, zbornici za arhitekte. Skratka, cel kup enih takšnih vprašanj je pa tudi res, ne, najbrž Matjaž ne veš, ampak pred kratkim smo imeli v gostih enega arhitekta v teh BIM pogovorih, ki je v bistvu jasno glasno povedal, da so pač arhitekti takšni, ki se radi podpišejo z imenom in priimkom pod svoj projekt. In se mi zdi, da to je, se mi zdi en tak kar trd oreh, ki ga bo treba nekako streti, ne? Ker ne vem, zelo redki so tisti, ki gradbeni inženirji ali pa drugi inženirji, ki se z imenom in priimkom lahko identificirajo z nekim objektom, pa vemo, kdo ga je to recimo sprojektiral. Ne? Kot odgovor na to vprašanje, ne, je pa ta samopodoba, ne, tukaj pa so fakultete pomembne. Ne. Mi premalo gradimo na samopodobi inženirja, da je samozavesten, ne, utepamo mu morda v glavo en kup enega znanja, pa tudi to, da je odgovoren, to zelo radi poudarjamo, da je prednost tega poklica na eni strani vedno nova znanja, prilagajanje, spremembe so hitre, na drugi strani je za to odgovornost. Zdaj ne vem, vsi uživajo v tej odgovornosti, ampak samopodoba, pa ne, da si nekaj več, ampak da stoji za tem znanjem, da si to ti naredil, ne, tega verjetno inženirjem mi ne znamo povedati, ta sposobnost nastopanja, neke mehke veščine, morda mu preveč govorimo, da je odgovoren, ne, bomo rajš malo v ozadju, ne, medtem ko na arhitekturi dejansko učijo v tej smeri. Oni učijo svoje študente, ne, da nastopajo, da se izpostavijo. Jaz sem to doživel, ko sem šel gledati eno tako predstavitev za stanovanje v Ljubljani, ne vem, več kot 20 let nazaj, ne, ko so arhitekti Koseški Bajer, ta niz blokov pa stanovanj pač prikazali kot možnost, in to smo imeli v TR3, ne vem, katerem nadstropju. Jaz kot gradbenik, nekako se spoznam tudi na gradno, ne, ko so oni to predstavili, je bilo to fenomenalno, torej njihovo izrazoslovje, veduta pogleda, ki bo šlo v neko globino čez jezero, ne, oni so, ko si pogledal tloris, si videl, da gre za zelo ozka stanovanja, ne, 3 pa 3 metre, okna na obe strani, torej meni tlorisi sploh niso bili funkcionalni in zanimivi, ampak predstavitev je bila odlična, da je to fantastična lokacija, da ima zraven naravno okolje, da se boš lahko sprehajal sebe, psa in otroke. Torej, a veste, njihov pristop je ta bolj umetniški, govorno sposoben, ne, gradbenik je pa suhopar, ne. Ja, potem sem pa vzel ML-Q kvadrat od smine, kaj pa to zračunal, pa povesi ne bojo veliki, pa beton bo v redu, pa še tako je, ne, priznajmo si, ne. Ko je objekt v 10 letih, ne, začneš te razne skrite napake, pa toplotne mostove odkrivati, nikoli ne gre to na arhitekta, ne. Skoraj vedno je kriv izvajalec, gradbenik, da je neki ploščice narobe naredil, ne. Tako da gradbeniki smo potem velikokrat stigmatizirani za vse možne napake, arhitekti pa redko. Da je arhitektura slaba, ne? Da so okna premajhna, ker je arhitekt se ni upal, ne vem, večjih okn dati, pa je slabša osvetlitev, ne? Tukaj se mi zdi, da je pa tudi fakulteta tista, ki bi morala malo bolj krepiti. Zdaj, kako? Po mojem, na vsakem predavanju, vsak od nas bi moral malo bolj vlivati to samopodobo vsakemu študentu, da ima zelo zanimivo delo, da mora znati nastopati. Bojim se, da dijaki, ki k nam hodijo, ne, nimajo tega potenciala v sebi. Ko grejo na arhitekturo, so pa že vnaprej vejo, kakšna bo njihova vloga v družbi, da je to nekaj posebnega, da arhitekt je na nekem piedestalu ene umetniške svobode in kulturne odgovornosti in je umetnik. Tako da tu je ta prepad, no, po svojem med inženirskim poklicem in med umetniško-kulturnim poslanstvom arhitekta, kjer pa mislim, da bo treba nekaj razviti. Zdaj, če parafraziram eno izjavo, no,
kaj delajo naravoslovci? Češ naravoslovci, ne vem, fizik. Fizike imamo visoko na vrednosti lestvici. Sicer fiziki kaj delajo? Fiziki odkrivajo to, kar je. Zdaj, kdo je to naredil? Bog ali narava je druga zgodba. Oni odkrivajo z eksperimenti in razlagajo to, kar je na svetu dano. Inženirji pa ustvarjajo nekaj, kar še ni bilo ustvarjeno, z neko inovativnostjo. Lahko to potem patentirajo, ne? Se pravi, pri materialih in tako naprej, sicer lahko tudi z naravoslovnim znanjem, da se razumemo, kemijskim ustvarjanjem novih materialov, ampak inženir dejansko je njegova inovativnost in odgovornost, da najde rešitve za problem v nekem doglednem času, holistično pravijo eni, ne? In seveda tu zgublja to neko auro umetniškega delovanja in kulturnega poslanstva, ampak to je po mojem bistvu dela inženirja, no? Da najde vzdržno, če hočete zdaj reči, rešitev za probleme, je to bivanje, je to cesta ali je to tunel, ne? In morda zaradi tega svojega drugačnega poslanstva ni tisti, ne, ki je potem integrator in menedžer vsega, saj ne veliko inženirjev tega morda ni sposobnih, so pa gotovo odlični posamezniki, ki znajo voditi še tako komplicirane in široke projekte in imajo menedžerska znanja. Če govorimo zdaj o vodji gradnje, ne, zakaj pa ne bi za vodenje projektiranja in gradnje pustil takim odličnim posameznikom, da to skoordinirajo. Glede podpisa, ne, ja, zdaj bom zloben, ne. Dajte narediti analizo podpisov arhitektov pa gradbenikov po velikosti pisave, ne. Mislim, da boste prišla na dosti dobro korelacijo, koliko smo skromni, pa se malo podpišemo, podpis arhitekta je pa tako. Ampak v bistvu ta bi dobra debata, v bistvu morda malo lažja v bistvu za proti koncu oddaje, ampak dejansko si gradbeniki ne delamo najboljše usluge, ne, kjer se vse tisto, kar se v medijih mi pojavljamo, ne, so vedno neki čudni zapleti, pa aneksi na aneks, pa in ne vem kaj še vse. In jaz gojim upanje že zadnjih 10 let, da bo digitalizacija in BIM in ne vem kaj že vse v bistvu vsaj delno pripomogel temu, da se bomo tudi gradbeniki recimo rešili tega renomaja, kako po bistvu, ne vem, delamo bajne zaslužke na enodružinskih hišah, ne. Tako kot je bilo skoraj slišati v bistvu na, ne vem, prejšnjo soboto, 24 ur so imeli v bistvu gradbenike malo na tepeti, spet v bistvu kako, ne vem, ne znamo tega in onega narediti in zmer smo krivi za vse in tako naprej, ne. Tako da o arhitektih pa moram reči, da se zmeri slišijo sam tiste, ki lepe zadeve, ki nastanejo in v bistvu so, ne vem, spomenik našemu času, ne. Tako da se pravim, da gradbeniki res moramo, ne vem, stroka predvsem, ne, najbrž narediti mnogo tudi, da se v javnosti prepoznamo kot nekdo, ki je pač odgovorno upravlja ta svoj poklic, ne pa da bo izkoriščal vsega, ki bo hotel nekaj investirati v to. Ja, mislim, da moramo marsikaj seveda sami narediti, ne. To, da obtožujemo druge in kažemo s prstom na druge, gotovo ni, bi rekel, rešitev. Prav je, da na neke disproporce ali očitne zadeve opozarjamo. Mislim, da mora sama gradbena stroka primere dobre prakse pokazati. Imamo zelo inovativne rešitve, tudi dobre projektante, gradbenike. In na teh primerih tudi tradicionalno iz preteklosti pokazati in trenutno so presežki v inženirskem smislu, v inovativnih rešitvah in to očitno premalo poudarjamo, je pa po mojem tudi res, ne, da novinarji premalo poznajo delo inženirja in tehnika, niso izobraženi v tej smeri in pravzaprav se nikoli ne poglobijo, v čem je zdaj hecenga odgovornega inženirja, gradbeništva, elektrotehnika, strojništva, kaj vse moral narediti, ne, in je skrito v čem, ker vse to je v nekih, ne vem, zidovih, ne vidiš, ne, fasado pa vidiš, ne, malo je tudi na tem, ne, da lepa hiša se hitro vidi, grda pa tudi, ne, in arhitekt je nekako bolj vizualno prisoten, čeprav mislim, da tudi gradbeni izdelki, kakšni, ne vem,
če gledate ta most Borovnica, ne vem, kdo ga je naredil, železniški most, ne. A so samo arhitekti sodelovali v stari Avstriji, ko so se delali železnice, to so perfektno v prostor umeščeni objekti. Morda enkrat to za pogledati, ne, kdo je vodil gradnjo tovrstnih objektov v tej tradicionalni stavbarsko-arhitekturni zgodbi, ne vem, dobrih 100 let nazaj, ne. Po moje so bili tudi gradbeniki. Zagotovo. Zdaj, jaz veste, da bom moral zdaj iti počasi. Jaz moram pred koncem, pa se bom Matevžu že vnaprej upravičil. Ne vem, če dekan ve, ne, da je Matevž v bistvu faliran arhitekt. Ja, le taki so najboljši, ne? A niso? Pozna nasprotnika, ne? In je prestopil še pravi čas. Moram reči, zmeri sicer rečem, da sem faliran arhitekt, oziroma ker pač nisem uspel narediti spremnih izpitov na arhitekturi, ampak moram reči, da nisem nikomor bolj hvaležen kot tistem, ki me je tam vrgel. Ker skozi leta sem ugotovil, da je bilo to sam v zanosu, ne? Ko prideš ven iz srednje šole, to mora biti pa res super, v bistvu arhitektura, pa to je bilo fino risati, ko sem na srednjo gradbeno šolo hodil, ne? To je bilo zmeraj fino stavbarstvo, pa gor in dol. Ne? Na pol ugotoviš, da ne bi bil jaz čist za ta del, ne? Tako da mogoče imam malo učesa za kakšno črto potega nekdaj, ampak da bi pa rekel, da bi bil pa lahko arhitekt, pa zelo težko. No, to je bilo bolj zanimivo. Ja. No, jaz sem šel pa samo na gradbeno in celo v srednji šoli sem napisal samo gradbeništvo in so me prisili, da sem pa še tretjo opcijo napisal, tako da jaz sem pa tisto prav. Ja, ampak to si šele postal gradbenik, te prav, ko si svojo bajto se zidi, ne? Do takrat. Ja, sem bil teoretičen. Tako me žena še vedno opisuje vsakem izvajalcu, ko pride k hiši. Da sem teoretičen gradbenik. Imaš nadzor projektantski ali pa za naročnika delaš? Ja, v bistvu, skratka, končati moramo počasi. Jaz se bom na tem mestu najlepše zahvalil Matjažu za tole eno uro prijetne debate in mislim, da so mi stvari zdaj malo bolj jasne. Še zmeri pa ostane cel kup nerešenih in pa predvsem neodprtih vprašanj okoli lastništva, modelov, prenosov, odgovornosti, ne vem kaj še vse in zdaj bo očitno, recimo, če bo enkrat ta zakonodaja sprejeta, do neke mere odpravljala določene, ne vem, nejasnosti, ne bo pa v celoti najbrž reševala stvari, ki se jih moramo gradbeniki skupaj jasno z arhitekti v bistvu enkrat usesti in nekako zmeniti, nekaj bo držal za naslednjih 15 let. Ja, hvala še z moje strani, mislim, da je bil klepet, pa ta izmenjava mnenj kar zanimiva in da bodo poslušalci pozorno prisluhnili, ker če so, bodo to slišali, ker je na koncu. No, jaz ne vem, koliko imamo arhitektov, ampak kar nekaj arhitektov, ki poslušajo tole, tako da jaz veseljem pozivam vse, ki imajo kakršnokoli mnenje na to temo, da se oglasijo vsekakor s to debato in podobnimi še nismo zaključili. Se jih bomo dotaknili vedno znova in znova, dokler enkrat upamo, da ne bodo stvari rešene, tako kot ne bi bile enkrat rešene, to, da bo za javna naročila treba dati BIM model, ne? Morda enkrat v bodoče. Tako da je toliko za danes, da ne bomo predolgi. Ne? Jaz bi rekel samo to, gradbeniki brez arhitektov ne moramo, arhitektov pa brez nas. Ne? Pa še koga zraven rabimo. Skupaj zmoremo več, kot se reče. Ne? Še enkrat hvala lepa za pogovor, pa se slišimo. Hvala. Adijo. Srečno.